Zdravstveni strokovnjaki in več kot 800 zdravnikov iz organizacije Clalit Health Services, ene največjih zdravstvenih organizacij tukaj v Izraelu, se združujejo na tej konferenci tukaj v Tel Avivu. In seveda, o čem drugem bi lahko bila ta konferenca kot o umetni inteligenci, ampak ne o umetni inteligenci v teoriji. Tukaj jo uporabljajo, jo preizkušajo in jo vključujejo v klinično odločanje v praksi. Tako se pridružujem konferenci, da vidim, kakšne inovacije bodo ambulante tukaj v Tel Avivu in v Izraelu pripravile za nas. Gremo. In na čelu je novi sistem AI Pro. Preboj na področju preventivne, napovedne in personalizirane medicine. Vsako noč bo pregledal vse paciente Clalit in jih bo analiziral z algoritmom, ki je smernica. In na to bo izračunal, od česa bi imel vsak pacient korist, kakšna priporočila bi dali vsakemu pacientu, kot da bi najboljši diabetolog čez noč pregledal vsakega pacienta. In to počne vsak dan. Tako 200 tisoč ljudi prejme tovrstno spremembo zdravljenja na podlagi umetne inteligence, kjer se podatki pacienta in smernice združijo in spremenijo v konkretna priporočila, kaj je dobro zame. Katero je trenutno pravo zdravilo zame? Katera je prave diagnostične preiskave, ki jih moramo praviti, da se moje stanje ne bo poslabšalo, da ne bom dobil sladkorne bolezni, da ne bom dobil motenj delovanja ledvic? In mislim, da je to lepota tega. Ne gre za tehnologijo, gre za preobrazbo oskrbe. To je način oskrbe prihodnosti. In trenutno imamo tehnologijo, da to omogočimo. To je edinstveno na svetu. Ni veliko zdravstvenih organizacij, ki imajo 5 milijonov pacientov ter centralizirano računalniško vodene podatke. Tako da so informacije na voljo in pripravljene za uporabo v praksi. In to ni edina medicinska revolucija. Nudimo nosljivo napravo za merjenje krvnega tlaka brez manšete za 24-urno spremljanje krvnega tlaka. Tehnologija se v osnovi imenuje PPG. Kar počnemo je, da usmerjamo svetlobo v bolnikove krvne žile, zbiramo odboj svetlobe iz krvnih žil in tako ustvarjamo meritve. Tako lahko zdaj vidite. Tako izgleda bobnič in vidite zeleni krog in kljukico. Podobno kot pri Waze sem dosegel cilj, zdaj povsem jasno vidite bobnič. Imamo še veliko več vrst pregledov, ki jih lahko opravi Tito, in imamo dodatne naprave, ki jih lahko priključimo na Tita, kot so SPO2, merilnik krvnega tlaka in tako naprej. Tako lahko opravite veliko različnih vrst pregledov v udobju svojega doma in se posvetujete z zdravnikom v 15 minutah. To je postaja za merjenje vseh vitalnih znakov. Recimo, da pridete v ambulanto. Namesto, da vas zdravnik pošlje k medicinski sestri, da vam izmeri krvni tlak, greste tja in tako naprej. Pacient pride v ambulanto, veste, lahko se sam preveri na postaji in vsi podatki se samodejno pošljejo zdravniku. Zdaj, za ljudi, ki delajo dan in noč, da nas ohranjajo pri življenju, bodo naprave, prikazane tukaj, oblikovale ne le našo prihodnost, ampak tudi njihovo. Glavna prednost, ki jo pridobivamo z umetno inteligenco, je sposobnost, da pregledamo naše paciente in najdemo tiste, ki nas najbolj potrebujejo. Zelo smo veseli, da lahko paciente spremljamo nadaljavo, ne da bi od njih zahtevali, da pridejo k nam. Torej, to naredimo na nov način, na povezan način. Navdušeni smo tudi nad roboti, ki bodo tam čez nekaj let celo v Calidu pomagali medicinskim sestram in zmanjšali čas, ki ga potrebujejo za administrativno delo, ter jim omogočili, da so več s pacienti, se z njimi pogovarjajo in so prisotni z njimi. Ker karkoli bomo naredili, srčnost medicinskih sester bo vedno prisotna. Umetno inteligenco vidim kot orodje, kot ključno orodje, kot nujno orodje v vsaki kliniki, na vsakem mestu oskrbe, ki ga je treba uporabljati kot vodilo, kot pomoč zdravnikom pri postavljanju diagnoz in zdravljenju. To bo orodje, kot je moj stetoskop ali kot so aparati za merjenje krvnega tlaka. Umetna inteligenca je še eno orodje oziroma pomočnik. Vem, da je to malo več kot samo orodje, ampak mislim, da je to prihodnost.